V tem trenutku prebiram komentarje na naš predlog zakona o lustraciji bančnih vodstev. Berem komentar gospoda Smoleta, pravi, da nihče še ni odgovarjal za bančno luknjo, da pa pozna nekoga, ki je v trgovini ukradel manjšo stvar in da je bil zaradi tega v priporu 1 leto. Tudi sam se strinjam, da to ni pravično, da za malo krajo v trgovini sediš v priporu 1 leto, medtem pa tisti, ki so skopali 5-milijardno luknjo, pa se jim nič ne zgodi. Tako da se povsem strinjam s tem komentarjem. Berem naprej komentar gospoda Ermenca, ki pravi: gospod Erjavec, upam, da vam bo uspelo. Prepričan sem, da mi bo uspelo, zato tudi predlagamo ta zakon o lustraciji bančnih vodstev. In mislim, da potrebujemo samo močno podporo volivk in volivcev, da bomo zadosti močni v parlamentu, da takšen zakon, ki ga predlagamo, tudi sprejmemo. Gledam komentar gospe Brankovič, ki pravi: res je grozno, sama sem delala na banki, ampak nam ni vzelo spomina, samo vodilnim. Tudi sam sem nezadovoljen, ker dejansko letijo očitke na vse tiste, ki delajo v bankah, ki pošteno služijo svoj denar, medtem ko vidimo, da vodstva pa so povzročali bančno luknjo, zaradi tega je bilo odnešenega veliko denarja, ljudje, javnost pa krivi vse, ki so delali v bankah. Prepričan sem, da tisti, ki so delali za šalterjem oziroma v administraciji, da niso čisto nič odgovorni za bančno luknjo. Vse to me žalosti, zlasti me pa žalosti, da vodstva niso še odgovarjali za bančno luknjo in zaradi tega predlagamo zakon o lustraciji bančnih vodstev. Prebiram komentar gospoda Doltarja. Pravi, da spremlja predvolilno dogajanje in da ugotavlja, da je stranka Desus edina normalna stranka. Strinjam se z njim, da je stranka Desus normalna stranka. In veste zakaj? Zato, ker v naši stranki so samo normalni ljudje. Ljudje, ki živijo od svojega dela oziroma od svojega minulega dela. Pri nas ni bankirjev, ni kapitalistov, ni tajkunov in zato smo normalna stranka. Tukaj gledam komentar gospoda Kandolfa, ki pravi, da gre za zelo prefinjeno predvolilno potezo, da pa je Karel Erjavec sedel v vseh zadnjih vladah in da bi lahko preprečil to početje. Gospod Kandolf, rad bi vam povedal, tudi sam sem vzel kredit in moram vam povedati, da sem moral izpolniti mnogo obrazcev, imeti 2 poroka, upisati hipoteko in šele potem sem dobil eno majhno posojilo in ne morem razumeti, kako so lahko nekateri brez ustreznih zavarovanj prejemali po milijon in več evrov posojil samo na lepe oči. Najbolj se mi pa zdi skriv komentar gospoda Doverja, ki pravi: potrebujemo zakon z naslovom ne vem. Gospod Dover, moram vam povedati, da smo imeli kar veliko razpravo, kako poimenovati ta zakon. Ker dejansko, ko smo gledali zagovore teh bančnikov, je bilo običajno, ne vem, se ne spomnim, kaj je to bančna luknja.
In morda bi bil res še najboljši naslov za ta zakon, zakon ne vem.